Hvala lepa za besedo. V knjigi Profano v sakralnem je z različnih metodoloških in vsebinskih vidikov osvetljen fenomen prepletenosti profanega in sakralnega na področju umetnosti. Tematike časovno segajo tako v srednji, kakor tudi v novi vek, ter pokrivajo tudi 19. in 20. stoletje. Študije odpirajo nove poglede v razumevanju interesov posvetnih posameznikov za sakralna naročila in interesov cerkve za sprejem profanih motivov v sakralne prostore. Knjiga prinaša nova raziskovalna odkritja 8 avtorjev, katerih prispevki se med seboj svojstveno dopolnjujejo in prepletajo. Razprave uvaja prispevek, ki sem ga pripravila urednica knjige, in sicer o nesakralnih motivih na srednjeveški poslikavi oboka v Stiškem križnem hodniku. Razprava prinaša več novih ikonografskih interpretacij in izpostavlja nekaj doslej povsem spregledanih vsebinskih poudarkov poslikave. Med drugim se je pokazalo, da imamo v Stiškem križnem hodniku med drugim edini primer srednjeveške upodobitve zodiakalnih znamen v celotnem slovenskem prostoru. Celotno poslikavo tako lahko razumemo kot likovno vizualizacijo kozmosa in s tem vizualno transformacijo križnega hodnika v mikrokozmos. Drugi prispevek posega na vsebinsko izredno pomanjkljivo raziskano umetnostno naročništvo celjskih grofov. Avtor Gorazd Bence se v njem ustavlja ob timpanonu iz celjske minoritske cerkve in razpravlja o vprašanjih njegove funkcije, o ikonografskih razsežnostih upodobljenih motivov in o identifikaciji obeh donatorjev. S pritegnitvijo doslej premalo upoštevanih in celo spregledanih arhivskih virov ta pomemben relikt umetnostnega naročništva celjskih grofov osvetljuje v povsem novi luči. Živovodni razpravi nakazan pomen tudi živalske epike za srednjeveško slikarstvo je v polnosti razviden iz prispevka Renate Komič-Marn. Avtorica ob upoštevanju širokega spektra literarnih, ikonografskih in zgodovinskih virov analizira ikonografijo lisice, posebej pa izpostavlja lisico v romarski preobleki. Prispevek omogoča globje razumevanje ozadja nastanka upodobitve lisjaka romarja v cerkvi svetega Urha pri Maršičih in njenega pomena v širšem evropskem prostoru. Sklop razprav iz obdobja novega veka odpira Blaž Resman, ki v svojem prispevku razkriva doslej povsem spregledane likovne podpise naročnikov v umetnostnih delih. Posebna dragocenost razprave je, da je primere takšne prakse odkril ne samo na področju slikarstva, ampak tudi na področju kiparstva in celo arhitekture. Sledi prispevek Tine Košak, ki na podlagi samostanskih inventarjev analizira obseg in raznovrstnost profanih del v samostanu Stična in njegovih rezidencah. Za primerjavo pa prinaša tudi vsebinsko enako raziskavo za kartuzije na Slovenskem. Pokazalo se je, da so pri opremljanju samostanov in njihovih drugih reprezentativnih prostorov slikarsko opremo sledili profanim praksam. Poseben primer prepletanja profanega in sakralnega osvetljuje Polona Vidmar, ki se osredotoča na Marijo Terezijo grofico Lezli in ustanovitev samostana Elizabetink v Gradcu. Na podlagi temeljite analize arhivskih dokumentov o samostanu razkriva zapleteno ozadje nastanka omenjene rodovne ustanove in nesoglasja, ki so spremljale ustanovitev. Sledi razprava Ane Lavrič, ki obravnava čas od narodne prebuje sredi 19. stoletja do osamosvojitve Slovenije in ga osvetljuje z vidika upodabljanja narodnih svetnikov glede na vsakokratno deželno, dinastično oziroma državno in cerkveno upravno pripadnost slovenskega ozemlja. Z analizo ikonografskih programov in družbeno-političnega konteksta njihovega nastanka analizira razvoj slovenske narodne zavesti v ključnih obdobjih njenega formiranja od narodne prebuje pa vse do slovenske državne suverenosti. Knjigo zaključuje razprava Katarine Mohar o gradnji cerkve Svete Lucije v Dražgošah, ene prvih sakralnih novogradenj po drugi svetovni vojni. Prispevek osvetljuje zapleten odnos med oblastjo in katoliško cerkvijo, ki se na poseben način kaže prav ob tej novogradnji. Razkriva postopke pridobivanja ustreznih dovoljenj in potek gradnje. Ta je bila še posebej delikatna, saj so bile Dražgoše pomemben kraj spomina tudi za tedanjo oblast. Študije predstavljajo pomemben doprinos k raziskavam naročništva ter kompleksnega konteksta in ozadja nastanka izbranih obravnavanih umetnin. Pomembno dopolnjujejo tudi dosedanje ikonografske raziskave in prispevajo k poznavanju širše družbeno-politične funkcije umetnostnih spomenikov. Kot urednica se iskreno zahvaljujem vsem avtorjem prispevkov in si hkrati želim, da bi knjiga služila kot vzpodbuda nadaljnjim tovrstnim raziskavam.